150 metrov visokega kraškega roba se pogled razprostira daleč na odprto morje. Prav od tu so trije izvidniki iz dneva v dan čakali na prihod jate tunov. Ko so jo končno uzrli, so ribiči na obali z barko Tonero in 500 metrov dolgo mrežo odvihrali na lov. In s tole mrežo in s kliki konvencionalni, ki so ubili izvidniki gor na obali, smo lahko obkrožili jato tunov in s tem smo rekli, da smo zaprli tune in potem pa vlekli celo mrežo s pomočjo vaščanov do proda. Eden izmed največjih ulovov se je kriškim ribičem posrečil leta 1954, ko so v enem samem potegu ujeli 800 tun. Da bogata zgodovina ribištva ne bi šla v pozabo, so v Križu uredili muzej. Številne strokovne knjige, med drugim o starodavnem plovilu Čupa, pa tudi pripovedi o vsakodnevnem življenju slovenskih ribičev je napisal Tržačan Bruno Volpi Lisjak, ki rad spomni, da je v Devinu delovala tudi prva tovarna za predelavo rib. To je neki Čeh Varhanek odprl to tovarno, ki je delovala na slovenskem ozemlju s slovenskimi ribiči in s slovensko delovno silo, kar krašovke so delali v tej tovarni. Že leta 1800 in nekaj. Družine Švab, Štefančič in Sulčič so veljale za najstarejše ribiške družine v Križu. Medtem ko so bili moški zadolženi za ribolov, so ženske ulov s košarami na glavi znosile od obale po več kot 700 stopnicah vse do ceste. A v Križu niso živeli samo ribiči. Da so tu bili tudi poljedelci, vinogradniki in kamnoseki, pričajo tudi hiše. Medtem ko so bile ribiške skromnejše, manjše, so imele kmečke pravi kraški borjač. Kaj ti ribiči niso potrebovali ogromno prostorja. Svoj dom je bila ladica, je bila na morju, ampak on je imel v postrešju skladišče raznih mrež, vesel. Še pred Prvo svetovno vojno je v Križu živelo okoli 200 ribičev. S političnimi in gospodarskimi spremembami je ribištvo počasi izumiralo. Zadnjo tuno so ujeli leta 1957. Hčerka zadnjega poklicnega ribiča v vasi pa je ljubezen do morja danes izraža z ohranjanjem tradicionalnih receptov. Poleg polente in krompirja so bile na krožniku najpogosteje sardele, pravi. Od tun je za ribiče ostala le drobovina, ki so jo v omaki pripravili s čebulo in paradižnikom. Fešta je bila takrat, ko so recimo očetje prevračali, ker je bila plitvo morje, so prevračali kamne in so dobili pod kamne rakovice in so z tega delali šugo omako. Če so imeli še dve bogomolki, tu je bila v dolžini recimo fešta kot velik praznik, ker so pač nekaj več jedli. Poleg bogate kulturne dediščine in zanimive arhitekture ponuja Križ v poletnih mesecih tudi prijetno ohladitev. Porodnate plaže in z izviri sladke vode ohlajeno morje so zagotovo razlog več za odkrivanje slovenske pomorske tradicije.